Pojasnili bomo, kako se uporablja delta premik in pomen globalnih koordinat. Oba primera bomo pokazali med premikom projekta. Kliknemo na gumb Premakni. Označimo celoten objekt. Označimo referenčno točko, od katere bomo premikali celoten objekt. To je točka, s katero nosimo objekt z miško. Potem, ko smo jo označili, se nam v spodnjem levem kotu prikaže vrednosti delta x, delta y in delta z. Pomik delte bi označeval dolžino, za katero se bo premaknil predmet. Od referenčne točke v smeri x in y. Ko vpišemo številke v posamezno polje, se označen objekt prav tako premakne. Drugi način premikanja elementov temelji na uporabi sledi črte. Če premikamo objekt v smeri sledi črte, se v spodnjem levem kotu namesto delta premika prikaže pojavijo premiki v smereh sledi črte. Zdaj prehajamo na globalne koordinate. Uporabniki se včasih znajo pritožiti zaradi počasnega delovanja Allplana, vendar je to večinoma odvisno od računalnika, na katerem uporabljate Allplan. Vendar pa lahko tudi 6 vplivate na zmogljivost Allplana tako, da postavite svoj objekt v izhodišče globalnega koordinatnega sistema. Najprej je treba označiti objekt, nato klikniti na to ikono z imenom globalna točka. Nato se na miški prikaže ikona globalnega koordinatnega sistema. Ko označujete točko na vašem objektu, lahko v spodnjem levem kotu vidite njegovo oddaljenost od sistema. Zdaj bomo te vrednosti spremenili v nič, s čimer postavimo objekt v izhodišče globalnega koordinatnega sistema. Hvala za pozornost in prijetno delo z Allplanom.